Hej, lep pozdravček, s tabo sem Mihica, kreativna terapevtka Medi. Ne prehitevajmo. Tako, ko se vozim po avtocesti in sem tako začutila, da lahko zelo povežem z našim življenjem, našo duhovno platjo, da ničesar zares v življenju ne moremo prehiteti. Vse je v enem zaporedju in bolj kot to dopustimo in si dovolimo, da je tako, bolj spustimo resnično in ne prehitevamo. Ker poglejte, v prometu lahko nam rata, lahko pa izjemno sebe in druge postavimo v nevarnost pri prehitevanju. In kaj če ovinek pa gremo prehitevati? In enostavno je na avtocesti, ker je prehitevalni pas in gremo mimo vseh tovornjakov in vseh počasnejših vozil. In je videti ta vožnja tako precej gladka, ker gremo z določeno hitrostjo mimo njih. Kaj pa, ko je dvosmerna pot in še kakšen ovinek nepregledni, takrat nam je logično in jasno, da ne bomo šli prehitevati. Ampak na svoji duhovni poti, če tako rečem, pri vseh različnih veščinah, orodjih, lahko rečem tehnikah, pa bi ljudje radi zelo prehitevali. In prav ta trenutek sem začutila, da se rabim tudi dotakniti vseh mogočih tečajev v duhovnem smislu in nabiranju nekih potrdil, certifikatov. In iskreno ti povem, kako se je moje zavedanje izjemno spremenilo tudi glede tega. Verjetno sem že o tem kaj več govorila v preteklosti, pa ti ponovno podam to informacijo. Ne štejem sploh, koliko se je nabralo nekih certifikatov v nekih veščinah, tehnikah in pristopih. In potem eno obdobje pred leti sem to dajala v okvirje. Potem sem čutila, da ne rabim dajati tega v okvirje, ker v resnici sebe ne morem dati nekam na steno. In tudi po komorkoli je neka veščina bila naučena, na točno takšen način, kot izvajam, lahko izvajam samo jaz in nihče drug. In ti lahko izvajaš povsem na svoj način in nihče drug. Po komorkoli gremo delovati, potem smo kopija in nismo original. In kopija je bleda, ni nikoli tako lepa kot original. Večkrat, ko kopiramo, slabše se lahko tisk vidi. Bolj je ta kopija lahko zbledela. In tudi energije nima tiste prave, žive energije. Tako da ni smiselno, da karkoli zares povzemamo, temveč je pomembno, da živimo sebe in delujemo iz sebe in lahko uporabimo tehniko, lahko uporabimo orodje, lahko uporabimo neke pristope zraven. Vse to lahko dodamo, vendar jedro, bistvo pa smo mi sami. In tudi vsi drugi zaradi nas pridejo do nas in ne zares zaradi orodja. Ker, a veste, po neko orodje lahko greste v zelo različne trgovine. Ampak točno določena trgovina vas pokliče in želite točno tja po določeno orodje. Pa morda ne veste, zakaj. Morda je tam prijazna trgovka, morda hitro najdete na policah, morda vam je, nekaj vas potegne, nekaj vas povleče, da greste točno tja.
v določeno trgovino. In tudi to, prav gotovo vas bo točno nekaj pritegnilo, da greste do določenega terapevta in izberete določenega terapevta. Pa morda še sami ne veste, kaj vas bo tako pritegnilo. Ja, vsi smo energijska bitja in prav gotovo je energija tista, ki nas pritegne pri drugem človeku. In ko sem rekla, dejansko, da prehitevamo lahko, vendar se dajemo v nevarnost. In moramo biti presneto pazljivi, da vemo, kje prehitevati ali sploh prehitevati. In če želimo biti nekje veliko naprej, kot tudi v tem razvoju našega življenja, duhovne poti, prehiteti, mi lahko imamo na hitro en kup nekih potrdil in certifikatov, vendar, če mi vsega tega zares ne živimo in ne utelesimo in ne damo v življenje, nam vse tisto, kar je napisano, kar smo pod narekovajem dosegli, ne bo pomagalo. Ker deluje le tisto, kar zares živimo sebe. Samo tisto deluje. In to se presneto dobro vidi. Tudi v našem obnašanju, v našem reagiranju, v našem delovanju, v našem odzivanju na situacije. Lahko so situacije zelo različne, kaotične, pa če bomo mi delovali zelo, lahko rečemo, umirjeno, potem niti ne potrebujemo tistega potrdila. Potem ne potrebujemo nekega certifikata, nekaj, če zares v sebi to živimo. In potem nas neka zunanja okoliščina ne bo vrgla in metala iz tira, če bomo v tem svojem centru in bomo to držali v sebi, oziroma uravnovešeni bomo znotraj sebe s seboj. In resnično reagiranje v praksi, ko jaz pri sebi, ko vidim leta nazaj, pa morda še ves čas je nadgradnja, ves čas, ravno tako, ti dajem še to prispodobo za avtocesto. Ko sem jaz se peljala proti Ljubljani ali Mariboru ali kamorkoli po avtocesti, pred časom, enkrat na leto, sem bila zelo neudobna na avtocesti. Ko sem se peljala na pol leta ali pa v 3 mesecih, vsake 3 mesece, mi je bilo tudi zelo neudobno, prav zakrčena sem bila, utrujena, nisem se udobno počutila. Ko se pa mi začnemo voziti tedensko ali 2-krat tedensko ali še morda pogosteje, nam je ta vožnja vse bolj udobna, enostavna, naravna, vse poznamo, skratka, ne razmišljamo več, kam bomo zavili, kdaj bomo zavili, bolj spretni smo za volanom, vse je praksa. Vse je praksa. In čisto vseeno je, ali prevajamo sporočila duhovnih vodnikov, ali delamo eno terapijo, drugo terapijo, ali skozi nas se izlije neka terapija, ki rojevamo ime, ali karkoli, oziroma cel postopek, ali se je že zlil ta postopek skozi naš kanal, ker najbolj unikatno delujemo. Čisto vseeno, dejansko je tako, da karkoli uporabimo, bolj ko treniramo, bolj smo spretni. In to spretnost si pridobimo z prakso. In zares sploh ne potrebujemo prehitevati. Jaz nisem pristaš prehitevanja, norenja, temveč udobnega, sproščene vožnje in greš v skladu s svojimi sposobnostmi.
Če se zdaj jaz peljem sproščeno po avtocesti 140, tudi 150, takrat, ko sem se enkrat v pol leta peljala po avtocesti, še pri 130 nisem bila čist udobna, čist sproščena. Torej, vidimo zopet, bolj ko treniramo, bolje nam gre. In vse v našem življenju deluje po istem pristopu. Tudi, poglejte, zdaj bom se v zimski čas vrnila, sem se spomnila na smučarje. Smučarji, če bi samo gledali, kako drugi smučajo ali pa kako drugi skačajo na skakalnici, ja, oni še vedno ne bi skakali na skakalnici, pa še nekaj druga je. Tisti smučarji, ki v svojem dušnem polju nimajo, da ne bodo prejeli nekega priznanja, zlate medalje, je ne bojo, če ni to v njihovem energijskem polju, če jih nekaj srčno ne vleče. Torej, lahko uspevamo v tistem, kar nas srčno vleče, kar nam je res v veselje, ki ne prihaja iz razmišljanja, premišljevanja, kalkuliranja, iz kakršnih koli predstav, kaj je dobro, temveč iz tega čutenja. Iz tega čutenja in dejansko tako, kot čutimo, točno takšno energijo oddajamo v polje okoli sebe. In to drugi začutijo. Tako da prav med vožnjo sem začutila, da tole sporočilo podelim s teboj. Seveda pa te z največjim veseljem povabim na kakšno mojo, bom rekla, poslastico, storitev. Kot smo pri poslasticah, meni tako rezonirajo sladice, slaščice, tete Fride, morda poznaš, da sploh ne grem več mimo, brez da se ustavim. Skratka, kar pokliče me, ker mi je tako v užitek. In ja, sem velik sladkosned, vendar kakšen sladkosned. Enostavno ne pojem vseh sladic. Tam, ko je beli sladkor, bela moka, mene ne potegne. Temveč te, ki so pa naravne, presne, resnično taka prijetna vibracija se čuti, pa jih z največjim užitkom pojem. Torej, poskusi tudi kakšno energetsko, terapevtsko sladico, lahko rečem, in najdi jo med storitvami na spletni strani mihelca.si. Razišči in morda se vidimo. Lepo se imej in uživaj. Naredi si čaroben preostanek dneva. Bye bye, adijo, hvala.